Ali je kršenje človekovih pravic, Mojca, če ne dopustiš samoopredelitve spola? To je ena v liniji novih človekovih pravic, ki ne vem, kdo jih je dodal, kdo jih dodaja, kjer nikjer ni potrjeno, da je samoopredelitev človekova pravica. Lep pozdrav, dobrodošli v novi epizodi podcasta Usidrani in v naši posebni predvolilni seriji Volilno zrcalo 2026. V okviru volilnega zrcala smo političnim strankam zastavili približno 30 vprašanj o ključnih družbenih temah, ki bodo zaznamovale prihajajoče volitve. Zanimalo nas je, kakšna so njihova stališča in kakšne rešitve ponujajo. Med temi vprašanji pa so bili tudi nekateri taki, ki se dotikajo ideologije gender, transgender ideologij. Zato bomo prav tej temi posvetili tudi današnjo epizodo. Danes je z nami gospa Mojca Belcelj Magdič, magistra teologije, družine in zakona, ki se že več kot 15 let raziskovalno ukvarja s teorijo spola. Diplomirala je na Mednarodnem teološkem inštitutu v Gamingu v Avstriji, magistrirala pa na Papeškem inštitutu v Rimu, kjer je v svojem magistrskem delu raziskovala začetke teorije spola oziroma ideologije gender. Danes je strokovna direktorica zavoda Iskreni, kjer poleg vodenja sodeluje pri uredniški viziji portala, piše članke ter ustvarja in ureja oddaje. Pozdravljena, Mojca. Lepo pozdravljen, hvala za povabilo. Mojca, že več kot 15 let se ukvarjaš na področju preučevanja teorije gender. Transseksualnost ni neka nova zadeva, ne? Spreminjanje spola je bila prisotna v velikem delu neke moderne zgodovine, tam od 70-ih, boš malo me mogoče popravila, let dalje, ampak sedaj je ta tematika globalno v ospredju družbenega dogajanja, ne? In v bistvu se dotika določenih področij in je očitno, da postaja čedalje bolj mainstream, od uporabe drugačnih zaimkov, transspolnikov v ženskih športih, ideologija, ki se prodira v vrtce, v šole in tako naprej. Zakaj si se te teme lotila pred 15 leti, ki še ni bila tako mainstream, oziroma ki nobeden ni vedel točno, kaj to sploh je? In zakaj meniš, da se je v zadnjih, recimo 10 letih to tako močno spremenilo? Ja, ta tema je dejansko bolj našla mene, kot sem jaz našla njo. Pred 15 leti sem bila na študiju v Rimu in smo obravnavali tematiko spremembe spola, čisto tako samo obrobno, kjer sem si dejansko samo zapomnila, da se človek ne rodi, tudi tisti, ki imajo kakšne anomalije, ni nikoli 50-50, se pravi 50-50, človek je vedno spolno dovolj, bi rekla, vedno ima take kazalnike, ki nakazujejo da je enega spola, drugo so pa samo anomalije. Potem pa nekaj časa zatem sem srečala na hodniku ženo od profesorja, ki mi je povedala, da Združeni narodi spreminjajo terminologijo. In mi je pokazala spletno stran, kjer se je tako očitno videlo, da iz besede splav jo zamenjujejo za besedo reproduktivno zdravje. Vedno bolj se opušča beseda mož in žena, ampak se zamenjuje z besedo partner. Opušča se beseda spol, biološki spol, seks in se zamenjuje z novo besedo gender. Vse to me je zelo zanimalo in začela sem raziskovati. Našla sem potem eno izmed novinark, ki je kar Združene narode in te njihove glavne konference spremljala mnogo let, spremljala kar njihovih 9 glavnih svetovnih konferenc. To je bila novinarka Margaret E. Peters, ki je tudi potem zapisala to knjigo Globalizacija, zahodne kulturne revolucije. Pred 2 letoma je bila ta knjiga tudi prevedena v slovenščino, kjer lahko je nekako potrdila to, v čemer zdaj mi živimo, in je sicer opisala, gre za novo kulturno revolucijo, ki je rezultat feministične, spolne in kulturne revolucije iz 20. stoletja ter dolge poti Zahoda v postmodernost. Se pravi,
ta tema me potem začela zanimati, kaj se v tem našem zahodnem svetu dogaja in zakaj temu moramo posvečati pozornost. Tako, toliko od tu potem moje zanimanje. Kaj se je pa zdaj zgodilo v zadnjih 10 letih, a ne? Če smo bili od leta 2001, ko je Nizozemska prva legalizirala istospolne poroke, pa potem do leta 2015, se pravi teh 15 let med leti 2000 in 2015, smo videli, da je bila tematika osredotočena na istospolne poroke, na pare, na posvojitev otrok, njihove zveze. To je nekako bil fokus v Evropi. In do takrat, do leta 2015 je bilo v svetu sprejetih več kot polovica teh držav je sprejelo istospolne poroke. Po letu 2015, a ne, zdaj smo 2026, pa se je zgodil en shift. Se pravi, fokus nekako iz teh istospolnih debat je prerasel v transspolne, začeli so se prebujati transspolni aktivisti, češ da tudi oni morajo biti, tudi njihove pravice morajo biti priznane. Tukaj potem istočasno porasta socialnih omrežij, ti akterji, aktivisti postanejo zelo vidni, zelo prepričljivi, njihova ideologija se širi tam, kjer so ljudje, in to so socialna omrežja. Hkrati je tu tudi eno obdobje, kjer je opažajo porast šibkega duševnega zdravja, in potem tudi leta 2020 se zgodi COVID, kjer je zaprtje, kjer je veliko ljudi zaprtih, osamljenih na socialnih omrežjih, na ekranih, iščejo neko podporo za svoje psihološke težave, in ideologi spola oziroma transspolne ideologije začnejo potem prepričevati, da veliko stvari, katerih čutijo, da čutijo stiske, da je odgovor na to, da so rojeni v napačnem spolu, in potem tako se začela kepa nekako valiti, da smo danes tukaj, kje smo. Torej, ja, omenila si že veliko takih v bistvu sklep okoliščin, da je ta zadeva zdaj aktualna. Zdaj se mi zdi, da je precej močno tudi v bistvu vpliva na neko politično sfero ali pa družbeno-politično okolje. In se mi zdi, da ga velikokrat spravljamo to besedo prebojenstvo, vovkizem, in vidimo, da recimo v ZDA, sploh z drugim mandatom Donalda Trumpa, je v bistvu bil ta efekt upora proti vovkizmu, tudi delno upor proti gender ideologiji. Recimo eden izmed najbolj gledanih njegovih oglasov je bilo to, da Kamala Harris is for they, them and Donald Trump is for you. In tudi prvi ukaz, eden izmed prvih ukazov Donalda Trumpa je bil, da ameriška administracija dojema spola samo dva, torej moškega in žensko, in da vse ostalo pač nima mesta v bistvu v nekih upravnih postopkih. Zdaj pa pogledamo, kaj se dogaja recimo pri nas. Ravno smo bili po 8. marcu. Če se spomnimo leta 2022, 4 leta nazaj, preden so bile volitve, je v bistvu socialna omrežja močno presenetila tale objava zdajšnjega predsednika vlade. In sicer on je na torej 8. marec vsem voščil, in sicer ženskam in osebam, ki se identificirajo kot ženske, čestita ob prazniku, torej ob dnevu žena. Zdaj, kaj ti misliš o takem voščilu? Ti kot ženska in kot strokovnjakinja na področju ideologije gender. Kako razumeš tako voščilo? Dejansko sem pomislila na 4 stvari, tako samo z eno besedo, vsako po eno besedo. Eno je bizarno, ideološko, všečno, politično, pa po drugi strani spet prazno, ker v tem enem voščilu dejansko želi pohvaliti žensko, po drugi strani pa pohodi ženskost, a ne? Ker jo primerja z nekom... Zakaj misliš, da pohodi žensko? V bistvu je samo dodatno vključevanje ranljivih skupin. Zakaj je to kršenje v bistvu dostojanstva ženske? Zato, ker jo primerja z nekom, ki je žensko oblečen, ki si da pač drugo ime, ki uporablja druge zaimke in ki niti približno nima ženske izkušnje. Ženska izkušnja,
kakorkoli obrnemo, je močno povezana z materinstvom. To je res en močan del naše identitete, to potrdijo vse mame tega sveta. Ampak če tudi ženska recimo ni mama ali pa ne more biti mama, pa ima dovolj neke posebne darove, kjer recimo, to že stoletja znano, prepoznava posameznika veliko bolj recimo kot moški, prepoznava posameznikove potrebe, čutenja, zato je tudi veliko bolj empatična. Številne študije kažejo, kako mame se veliko recimo bolj odzivajo na otroški jok. Točno vejo po tipu joka, kdaj je otrok lačen, ali je žen, ali osamljen, je zaspan, ali mu je stiske, ali mu je vroče, ali mu je hladno. Se pravi, mame imajo to prirojeno intuicijo prepoznavanja. To je samo ena izmed študij, ki potrjuje ta našo specifičnost. In te specifičnosti se pač ne moreš naučiti, ne moreš je posnemati, je pač globoko v tebi, kjer v neko zunanje okoliščina samo v tebi prebudi, v tem primeru pač otrok. Lahko tudi govorimo o drugih, ne vem, ljudeh, ki so v naši bližini, nekdo, ki poleg tebe pa vidiš, da je v stiski, ali nekdo, ne vem, ki skrbiš za njega in je osamljen. Skratka, žensko še zdaleč ni samo to, kaj se ti na zunaj oblečeš in kako se ti na zunaj opredeliš. Torej ne moremo obleči če mi dovoliš. Ja, kar povej. Recimo, omenil si to njegovo voščilo, se pravi voščilo Roberta Goloba. Letos pa sem videla na socialnih omrežjih eno voščilo ene Vlatke Kalinić iz Hrvaške, tako znan ženski prepoznani glas, rekla razuma in kmečke pameti, ki pa je napisala takšno voščilo. Vesel dan žena vsem, ki še vedno vedo, kaj je ženska, tistim, ki ne verjamejo v osebe, ki menstruirajo, in vsem, ki vedo, da se ženske rodijo, ne pa samo razglasijo. Vesel dan žena tudi vsem, ki še vedno mislijo, da mati ni starš ena, da nosečnost ni telesno stanje in da beseda ženska ni žaljiva, niti zastarela kategorija, ki bi jo bilo treba zbrisati iz jezika. Ta dan bi izbrisala tudi njega, če bi lahko. In dalje govori, kako neverjetna izkušnja je biti ženska, in da čestita tudi vsem tistim, ki imajo pogum to povedati. Ja, dobro izhodišče si dala, ker se mi zdi, da je zelo pomenljivo tudi to, da gospod predsednik vlade, polk je enkrat ratal predsednik vlade, torej Golob, ni več podajal tazga voščila. Očitno je bilo opaženo tudi to, da to ni preveč dobro sprejeto med ženskami, med volitvami, med volivkami. In to je v bistvu, tudi zdaj vidimo, da ni nekako to ena izmed tem, s katerim bi se recimo ponašali, recimo leva sredina ali pa levica, o tem, da bi ta bila sploh tema, ki si jo želijo kot v predvolilni kampanji. Ampak v bistvu dejstva govorijo malo drugače. Zaradi tega, ker je v bistvu dejstvo, da je naša vlada v tej konstelaciji glih konec leta 2025 sprejela in popolnoma podprla pravzaprav eno strategijo Evropske unije o LGBTQ skupnosti. Ti si že prej govorila o mednarodnih, torej o spremembi jezika, o mednarodnih institucijah, ki v bistvu so glavne, ki vlečejo voz v to smer v bistvu ideologije gendera. In če pogledamo, kaj ta evropska strategija govori o tem, oziroma to je evropska strategija Evropske komisije LGBTIQ plus oseb za obdobje 2026 do 2030. V bistvu je to kako bomo postopali v odnosu do te skupnosti. In tukaj lahko beremo, da si prizadeva za nadaljnji napredek na tem področju, vključitev enakost oseb LGBTQ plus v vse politike, zaščititi te osebe, jih opolnomočiti, predvsem pa spodbujati svobodo in boj proti sovraštvu. To so vse neke besede, ki nas vse zbujajo neka pozitivna čustva, ampak vemo, da je v takih dokumentih in v takih odločitvah vedno
ne tako več skriti tisk. In sicer, kaj ta strategija v bistvu govori? Govori na 4 področjih, se mi zdi, da je najbolj problematična. In sicer prva stvar, ki je, in jo bomo tudi obravnavali, smo vprašali naše v bistvu kandidate na volitvah, je, da v bistvu podpira oziroma spodbuja države, da sprejmejo zakonodajo na področju samoopredelitve spola, torej, da si ti lahko svoj spol izbereš, da si ga sam opredeliš, in spodbuja, da države tako zakonodajo sprejmejo in brez nekih omejitev, brez nekih testov, brez nekih psiholoških testov in tako naprej, in tudi brez neke starostne omejitve. Torej, ne predvidevajo tega. O tem bova še malo kasneje. Potem druga stvar, ki ta evropska strategija govori načrtuje prepoved tako imenovanih konverzijskih praks. Torej, to so prakse, kjer običajno se to jih razglaša, da so to prakse, kjer hočejo spreobrniti recimo istospolne, da bi postali heterospolni. Ampak vidimo, da je tovrstna zakonodaja velikokrat argument za to, v smislu spolne identitete, da če se recimo jaz kot starš ne strinjam s tem, da moj otrok spreminja spol, da je to v bistvu zakonodaja, kjer država reče, lejte, kako sem jaz grd starš, ki ne podpiram njegove identitete. In je potem lahko to razlog za odvzem tazga otroka. Take primere vidimo iz Kalifornije, iz Kanade, in glih prepoved konverzijskih terapij so te, ki to spodbujajo. In potem tretja stvar, ki se mi zdi pomembna tudi, je, da ta Evropska komisija, ta strategija govori o tem, da je treba napovedati boj proti sovražnemu govoru in v bistvu vključitev sovražnosti proti transspolnim, pač v bistvu v kazenski zakonik, v kazenski zakonik držav članic. In vidimo, da včasih, ko gledamo socialna omrežja, kaj vse oni interpretirajo kot nekaj, kar je sovražni govor. Recimo, če nekdo reče, da obstajata 2 spola, se to že tretira, da ti kršiš njihovo dostojanstvo. To je velik napad na svobodo govora. In četrta stvar, ki se mi zdi pa posebej absurdna, je pa to, da želijo v bistvu spodbuditi države članice, da transspolne in tako imenovane queer obravnavajo kot posebno prizadeto skupino žensk in v bistvu hočejo, da se vključi pri izvajanju direktive o nasilju nad ženskami. Torej, da so transseksualci v bistvu ženske in celo najbolj preganjene ženske. O tem bova mogoče še malo kasneje, ampak v bistvu smo prišli do v bistvu prvega vprašanja, ki smo ga postavili našim strankam. In sicer, ali podpirate možnost samoopredelitve spola v osebnih dokumentih, tako kot predvideva Evropska komisija v smernicah za enakost LGBTQ posameznikov iz novembra leta 2025. Ampak preden sploh prideva do tega, Mojca, zakaj je sploh problematična samoopredelitev spola brez starostne omejitve? Kaj so te nevarnosti, ki jih predstavlja? Se tukaj osredotočila ravno na ta zadnji del stavka, brez starostne omejitve. Vemo iz prakse po Evropi, po ZDA, kdaj, pri katerih letih že otroke, ki recimo podvomijo v svoj spol, začnejo spodbujati, potem tudi kirurško jim spreminjati spol. O tem sicer kasneje govorila. Ampak tukaj bi izpostavila 3 stvari, zakaj je to problem. Če se tukaj osredotočimo na otroke. Otroci in mladostniki so v obdobju intenzivnega in duševnega in telesnega razvoja. Vemo, da se jim ta sprednji reželj, čelni možgani razvijajo do 24. leta. Se pravi, do 24. leta dejansko še človek ni popolnoma razvit, predvsem tega kritičnega razmišljanja, prevzemanja popolne odgovornosti, predvidenja posledic za določene odločitve. Se pravi, za nekaj tako velikega, kot je sprememba spola, pa magari samo v dokumentih, še otrok in mladostnik niti približno ni zrel. In to vejo vsi, še posebej tisti, ki delajo z njimi. Druga stvar je, da študije kažejo, da mnogi mladi, ki se v adolescenci identificirajo z nekim drugim spolom, ki ni njihov biološki, si kasneje potem v 80% premislijo.
Tretji pa je, se pravi, ta možnost samoopredelitve. Mladi potem čutijo, kot da je to neka trajna odločitev, ki se je morajo potem držati, če tudi kasneje potem si spremenijo oziroma si spoznajo, da dejansko ta njihova nova identiteta, spolna identiteta ni njihova oziroma se ne počutijo okej v njej, imajo pa potem nek strah pred tem, da so si premislili in se bodo potem počutili izobčene. Skratka, omenila bi še tudi to. Se pravi, eno je to, da so mladi nezreli za take odločitve o spolu. Druga stvar je, ki potem z vse to spremembo pride, je pravna in administrativna zmeda. Tukaj govorim, da se potem spreminjajo osebne izkaznice, potni listi, zdravstveni kartoni, šolski zapisi, kam potem tega otroka tretirajo. Bo zdaj v skupini med fanti ali med puncami, v katerih športnih in tekmovanjih ga bodo vpisali, ko bodo imeli kako taborjenje in bo potem ločeno po spolu, kje bo spal. Se pravi, teh zgodb je že v Sloveniji toliko, ravno zato, ker sem veliko na terenu, mi starši, učitelji govorijo te njihove res iskrene in težke dileme, s katerimi se soočajo. Potem tretja stvar pa je, in je povezana s prvo. Če tukaj govorimo, da mladi še niso zreli za take odločitve, potem tukaj odgovornost države. Odgovornost države, da varuje mlade, da varuje mladoletne, in da jih ščiti. Tudi vemo, kakšen porast samomora je med mladimi, ki si spremenijo spol in potem jim ne gre v redu, imajo razne stiske. In tukaj jaz pač res apeliram, država mora poskrbeti, mora imeti v misli, da mladi niso za to zreli in zato mora poskrbeti za njihovo varnost in za njihovo duševno zdravje. In če malo pogledamo med odgovori, kako odgovarjajo politične stranke na to vprašanje, če se strinjajo s samoopredelitvijo spola, vidimo, da so precej kratki in jedrnati. Večina strank, torej recimo SDS, Trojček, NSI, SLS, Fokus, močno nasprotujejo temu. Tudi te bolj marginalne stranke, recimo tudi Resnica, pravi, da ne. Glas upokojencev so v bistvu zelo na dolgo razložili tudi, zakaj ne. Tudi recimo Slovenska nacionalna stranka in Zeleni Slovenije predvsem zelo jasno opozarjajo na to, da to ni dobra odločitev, torej samoopredelitev spola ni nekaj, kar bi zagovarjali. Imamo pa nekaj pač sploh teh vladnih strank oziroma strank na levi sredini oziroma trdi levici, ki pa imajo malo drugačno mnenje. Pa dajva pogledati še te njihove odgovore. Če pogledamo, in moramo zdaj prebrati najprej, torej, kaj je odgovor SD-ja. SD pravi, da mora biti ureditev pravno jasna in skladna z varstvom človekovih pravic. Več evropskih držav je že uvedlo administrativne postopke za spremembo spola v dokumentih ob kratnem varovanju pravne varnosti. Ali je kršenje človekovih pravic, Mojca, če ne dopustiš samoopredelitve spola? To je ena v liniji novih človekovih pravic, ki ne vem, kdo jih je dodal, kdo jih dodaja, kjer nikjer ni potrjeno, da je samoopredelitev človekova pravica. Jaz bi na tem mestu samo omenila, kaj dejansko obstaja, ko govorimo o človekovih pravicah v povezavi z spolom. Če gremo recimo pogledat zagovornika enakosti oziroma kaj pišejo, gre spol dejansko opredeljujejo kot osebno okoliščino. Čeprav je, bi rekli, nekaj veliko bolj temeljno, kot je osebna okoliščina, ampak tako pač opredeljujejo kot osebna okoliščina. In lahko se zgodi, da si zaradi svoje osebne okoliščine, kot je tvoja pač spolna identiteta, diskriminiran. Ne vem, da ne dobiš službe ali doživljaš kaki, ne vem, razne pritiske, ali nekam nisi sprejet, ali kakorkoli. Čeprav to je neka stvar, ki je zelo redka, ampak dejansko, bom rekla, samoopredelitev ni človekova pravica, ampak je samo pač tretiran spol kot osebna okoliščina, ki je lahko diskriminirana. Evo, tukaj potegnem črto. Vse paše noter, ne? Pride do, ja.
In do tukaj neke pač pravne. treba je tudi videti, da tukaj SD hoče, nikakor noče reči, ja, da so za samoopredelitev spola, ampak se malo izmikajo odgovoru in da hoče zagotoviti pravno varnost in tako naprej. Čeprav je zelo jasno, da če ti kot v vladi si, in podpreš to strategijo, ki je jasno usmerjena v to smer, tako da te besede v bistvu ne pomenijo kaj dosti, če itak vemo, kaj ste v resnici naredili. Zdaj pa gremo še malo bolj levo, torej na stranko Mi socialisti, ki je v bistvu ustanovil tudi pač nekdo, ki je bil v vladi, in mislim, da je pa ta posebej zanimiv odgovor. In sicer Mi socialisti odgovarjajo, da podpirajo samoopredelitev, saj večinskemu prebivalstvu je pravno priznan pravilen spol na podlagi tega, da se samo identificirajo s spolom, ki jim je pripisan ob rojstvu. Nobenega razloga torej ni, da ne bi enak pogoj samoidentifikacije veljal univerzalno. Kaj si pa misliš o tem odgovoru? Gremo tam najprej spol pripisan ob rojstvu. To je spet neka nova formulacija, kjer nikjer ne vzdrži. Lahko povprašate zdravnike, bodo tisti prvi, ki se s tem ne bodo strinjali, kajti spol je 99,9% zelo jasen. Rodiš se z spolom in nikakor ti ni pripisan od zunaj, je nekaj pač tvojega, s čimer prideš na svet. Druga stvar pa, zadnji del še enkrat ponoviš? Torej, nobenega razloga torej ni, da bi enak pogoj samoidentifikacije veljal univerzalno. Ja, to je spet, bi rekla, zelo zvit odgovor, v katerem veliko pove, pa hkrati tudi nič. Torej, če se bo kaj takega sprejemalo, bodo podprli, češ, da ne sme biti nobena ovira pri tem, da se nekdo pač, če se želi identificirati po nekem spolu, ki je njemu bližje, da tukaj ne sme biti nobena ovira. Torej, tukaj pri tem Mi socialisti je zelo... Tle se mi zdi, prosti, ker sem te prekinil, kako absurdno nek poskus racionalizacije nemogočega stališča, ker gre za to, da pač ta prvi del, o katerem si že komentirala, da večinsko prebivalstvo se itak samo opredeli. Večinsko prebivalstvo se ne samo opredeli, ker spol ni nekaj, kar bi si izbral, ampak je nekaj, kar je prepoznan pri rojstvu, ki je zelo jasno, vsaka celica telesa v resnici pač govori o tem, katerega spola si, in v veliki večini primerov, kot si že sama omenila, je v resnici pač tudi sekundarni spolni znaki tako jasni, da ni to samoopredelitev. In oni rečejo, zato, ker ste se vi samoopredelili, torej jaz, da sem se samoopredelil, jaz se nisem nič samoopredelil, ampak da je pa to pol razlog, da se lahko tudi nekdo, ki misli, da je rojen v napačnem telesu, da se tudi samoopredeli. Čeprav tudi ta rojen v napačnem telesu je v bistvu neka izjava, ki je v resnici precej absurdna. Ampak dajmo pogledati malo še, kaj so posledice take v bistvu zakonodaje o samoopredelitvi spola. In če gledamo naprej po tej strategiji Evropske unije, lahko vidimo, da v bistvu komisija bo prek neke skupine se borila v boj proti sovražnemu govoru v športu. In tukaj oni govorijo o tem, kako bojo zagotovili, da bo šport varen in vključujoč prostor za vse. In da se borijo proti temu, da bi bil diskriminatoren, tako imenovan diskriminatoren jezik na socialnih omrežjih in tako naprej. In to v bistvu odpira eno dobro vprašanje uporabe, v bistvu zlorabe ženskega športa, kjer je nekdo, ki se identificira kot ženska, lahko nastopa v ženskih športih. In videli smo precej primerov, recimo iz ZDA, Lia Thomas, ki je plavalec, ki je začel spreminjati svoj spol in je potem zmagoval v ženskih disciplinah, vzel določene priložnosti, določene štipendije mladim ženskam, dekletom, ki so bile vrhunske športnice. In tukaj je v bistvu smo to prepoznali kot največjo problematiko v družbi. Ampak ta problematika tako izhaja iz
tega, da se ti odločiš lahko za spol, da se samo opredeliš za spol. Ne moreš ti pa diskriminirati in nekomu preprečiti, če je rekel, da je ženska in ti to priznaš pravno, da potem nastopa v ženskem športu. In moje vprašanje tukaj je, kaj misliš, ali je ženski šport, namen ženskega športa, da je vključujoč ali da je v bistvu šport, ki je tekmovalen in pravičen? Zelo dobro vprašanje, kajti se mi zdi, da smo se o športu kar začeli pogovarjati, ali je tam prisoten sovražni govor, ali smo vključujoči. Šport je za tekmovanje, a ne? In logično je, zakaj so se pojavili moški in ženski šport je ločeno, da se tekmuje ločeno, kajti gre se tukaj za pravičnost, vprašanje pravičnosti. Ali v vsaki skupini morajo imeti enake ali pa vse približno podobne predispozicije. Pri športu moramo imeti v ospredju, da gre za vprašanje, ali imajo te skupine, ljudje, ki tekmujejo v eni skupini, enake predispozicije. Kajti, če pogledamo kakršenkoli šport, vemo, da moški je po konstituciji večji, ima večjo maso, mišično maso, potem tukaj govorimo o večjih pljučih, kar pomeni, da kisik tukaj drugače prehaja, potem, ko se gre za dvigovanje uteži, ima moški pač veliko večjo moč, vse tukaj ima veliko vlogo seveda testosteron in nekakor ne moremo nekoga, ki pač se samo opredeli, da je drugega spola, v tem primeru recimo Preliji Tomas ženskega spola, kar naenkrat, da pa lahko tekmuje z njim, ker niso predispozicije iste ali podobne in nezmožne potem dobiti neki fair play, neka pravičnost v športu in dejansko se vse zrelativizira. In mislim, da tudi Slovenci kot en športen narod smo precej, bi rekli, da glede tega področja transspolnih v športu precej ostre. To je vidno iz neba, da to ni pravično. Tudi če mogoče kakšno drugo zakonodajo bi mogoče potencialno podpiral. Ampak še eno področje je, na katerem je pač tudi ta samoopredelitev zelo problematična in smo postavili vprašanje političnim strankam, kaj menite o uporabi stranišč in garderob strani oseb, ki se identificirajo kot transspolne. Ali podpirate uporabo garderob spola, torej garderob spola, s katerim se identificira in ne svojega biološkega spola. In tukaj vidimo, da večina desnih strank, recimo parlamentarni stranki, torej opozicijski stranki SDS in NSI, zelo jasno nasprotujeta, piše, da obstajata dva spola, moški in ženska, sled tega mora biti javna stališča garderoba ločeni za moške in ženske. In tudi NSI pravi, da v vseh družbenih vidikih življenja se mora upoštevati resničen spol osebe in ne prepričanje osebe o svojem spolu. Tukaj imamo zelo jasno stališče, ampak v resnici nobeden od obeh strank ni povedal, zakaj je temu tako. Se mi zdi, da je vedno znova potrebno poudarjati, zakaj imamo mi ekskluzivne garderobne prostore in mogoče, Mojca, zakaj sploh delamo to, da imamo ločene garderobe in stranišča za ženske? Zakaj je ta big deal? Dejansko, ko govorimo o garderobah, o WC-jih, kjerkoli pač, gre za prostore, kjer se človek razgali, kjer se sleče, kjer in v takih prostorih mora biti zagotovljena maksimalna varnost. Človek se ne počuti udobno ali varno, če je v garderobi ali v stranišču, če v nekem prostoru, kjer bi lahko, recimo, če govorim za ženske, doživel objektivizacijo ali poželjive poglede, komentarje, ki bi lahko doživel neko spolno nasilje. Ker govorimo o prostorih, kjer so ločeni, kjer ni neka masa ljudi, kamor pride res samo nekaj, ne vem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mogoče so ti WC-ji nekje oddaljeni od drugih javnih mest. Se pravi, to je en del, drugo pa res, da gre za eno res občutljivo področje, kjer se garderobe, tuši, stranišča so prostori, kjer so ljudje najbolj ranljivi, in mora biti res zagotovljena intimnost. In tukaj bi pač samo omenila še dve stvari. Moramo tukaj slediti človeški izkušnji, ljudje se lažje preoblečemo, sprostimo v okolju s svojimi vrstniki, s ljudmi istega spola in to gre za en močan psihološki vidik, da se lahko sproščeno urediš, umiješ, preoblečeš in to mora ostati ena človekova osnovna pravica. Vemo, da so se zlorabe dogajale v tujini,
Bi pa tukaj še ob koncu omenila recimo WC, ne, tudi ta neki socialni vidik, ne, ženske čisto na drugačen način hodimo na WC, vedno tam po 1-2 skupaj, je čisto eno drugo socialno okolje za nas, kjer se malo pogledamo, uredimo, kaj popravimo, pošalimo, in v priču drugega spola mi pač to ne naredimo, ker se pač čutimo, da ne vem, pač smo nesproščene. Zato bi rekla to, ne, da ta ločitev po ženske moškega garderobe WC ni ideološka odločitev, ampak neka praksa, ki ščiti varnost, zasebnost, neko psihološko udobje vseh uporabnikov in neka praksa, ki je globalna. Kamorkoli greš, dejansko boš srečal moške ženske in ločitve. Nekatere bolj izven parlamentarne stranke zelo dobro to utemeljijo, ne, spoštovanje biološkega spola, varnost, zaščita zasebnosti in recimo glas upokojencev Pavla Ruparja povejo tudi, da je pomemben vidik tudi jasna pravila namesto zmede. In oni so edini, ki so se res eksplicitno, da so napisali, da so tudi proti nekim nevtralnim prostorom, ker če bereva recimo odgovor SD, rešitve morajo zagotavljati dostojanstvo in varnost vseh. V številnih državah se uporabljajo tudi nevtralni prostori ali ločeni kabinski sistemi, ki zmanjšajo konflikte in hkrati varujejo zasebnost. Ampak tukaj je takoj zelo ena velika težava, pri recimo, torej SD v nekaterem drugem odgovoru reče, da je takih primerov, transspolnih oziroma tisti, ki imajo v bistvu gender, da imajo pač to disforijo, da jih je res malo. In pragmatični vidik je, da takih ne bomo zdaj vsa javna stranišča dodali še eno nevtralno stranišče. Običajno se to zgodi potem univerzalizacija, oziroma pač, da je samo še nevtralno stranišče za vse in je potem ta argument o zasebnosti vseh in varnosti vseh v bistvu v resnici uničen. In tudi tukaj bi jaz rad povedal, da evropska strategija, prej smo omenili, kakšne so slabe lastnosti le-te, je tudi to, da države članice spodbujajo, da se osebe, transspolne osebe, formirajo kot posebno prizadeto skupino žensk. In v resnici pomeni, da nevtralni prostori niso v skladu z neko tako strategijo. Zaradi tega, ker pač predpostavlja, da one niso ženske, kljub temu, da Evropska komisija pravi, da pač so ženske. Tako da tudi ta SD... Tu vidim eno veliko zmedo, da še sami njim ni jasno, ker je pač nemogoče. Ko to začneš razčlenjevati na prav faktore, je bolj nemogoče uskladiti. In spet je ena disonanca med njihovim odgovorom, ki hoče biti malo bližje volivcem, in hkrati z realnostjo in s tem, kar resnici sprejemajo zakonodajo. Potem pa tukaj še odgovor naš socialistov, ki odgovarjajo. Pri tem ne vidimo težav. Doma ima vsak od nas spolno mešane sanitarije. Večinsko prebivalstvo prav tako uporablja garderobe spola, s katerim se identificira, saj izjemno malo ljudi dejansko nedvomno na podlagi kariotipizacije svojega genoma ve, kakšen je njegov biološki spol. Kaj pa tukaj, kako boš komentirala tale odgovor? Dejansko sem dvakrat pogledala, če je res to zapisano, kar je zapisano, in dve stvari, ki mi tako močno štrdita ven. Eno je, da je primerjal z domačimi WC-ji. Kdo živi doma? Doma smo družina, oče, mama, otroci, ne vem, dedki, babice, kjer gre za neke dolgoletne, varne odnose, kjer vlada neko spoštovanje, kjer gre za eno čisto drugo dinamiko, kot pa WC, ki so, ne vem, nekje v nekem gostišču ali pa, ne vem, še kje drugje. Torej, prvo to, da primerja nekaj tako, kar se sploh ne da primerjati. Drugo pa je, ko je zapisano, da izjemno malo ljudi dejansko nedvoumno, se pravi na podlagi, da premenujem kromosomov, prepozna in ve, kakšen je njihov biološki spol. Ne vem, tukaj sem brez besed. Živijo na Luni. Živijo na Luni. Ne vem, ali so pod kakimi... Vsak, ki je... odgovor, ampak resnica ravno obratno. Poudariti, da res ne rabiš vedeti DNK-ja svojega, da veš, katerega spola si. Že vsak oče in mama je dovolj, da vemo, da smo mi, da je naše telo sposobno v bistvu
kreirati spolne celice, ne? Ker vemo, da spola se diferencirata ravno potem, da je moško telo zmožno kreirati moške spolne celice, ne? In vsak, ki je oče in mama, nedvoumno ve, da je moškega ali pa ženskega spola. Ne? In tukaj tudi mislim to, kar si ti rekla, ne? Da pač ta argument o tem, da imamo doma take, marsikaj se dela, marsikaj delamo doma, pa ne bomo delali na javnem mestu. Ne? In to je ta argument je res naravno smešen, ne? Ker tudi jaz si predstavljam, da Kordiš gre kdaj v gatah iz dnevne sobe v stranišče ali pa v nekam drugem v spalnico, ampak to še ne pomeni, da bomo z veseljem gledali, kako bo v gatah skakal po Ljubljani. Ne? Zato je pač to čist zgrešen pogled, spet racionalizacija lunatičnega pogleda na svet. In zdaj lahko greva še na zadnje vprašanje, ki smo ga postavili. Ali podpirate uporabo zaviralcev pubertete, nasprotnih hormonov in kirurških posegov pri obravnavanju otrok do 18. leta s spolno disforijo? Mojca, zakaj tukaj sploh gre? Ali meniš, da otroci lahko pristanejo na uporabo zaviralcev pubertete? Dejansko jih je ogromno že pristalo. In ravno zato je tako pomembno vprašanje, samo če pogledamo ZDA, če pogledamo Veliko Britanijo, če pogledamo norveške države oziroma skandinavske države, ki so pa danes že spremenile svoj način obravnave teh otrok s spolno disforijo. Spremenili svoj pristop in tudi obstaja dokumentarec U-Turn na YouTubeu, ki se lahko ogledamo to njihovo spremembo. Skratka, to je nekaj, kar res zaviralci pubertete, čeprav so mnogi zdravniki več let govorili, da ne poškodujejo otrokovega telesa, da samo naredijo pavzo puberteti, ne. To govorimo, se pravi, preprečijo telesu, da bi normalno proizvajalo spolne hormone, kot sta estrogen pa testosteron, in da se ne bi razvijali sekundarni spolni znaki, se pravi rast prsi, rast dlak po obrazu, poglabljanje glasu, širjenje bokov pri ženskah, ne. To delajo puberty blockers, se pravi zaviralci pubertete. In to so začeli dajati recimo v ZDA že otrokom starim od 8 let naprej. In izkazalo se je, zakaj je to velik problem, ne. Zdravniki so govorili, tisti, ki so se s tem strinjali, da gre samo za neko pavzo, ki jo daš telesu, da če si otrok potem si premisli, da bo to telo potem se normalno razvijalo naprej, ampak temu ni tako. Ugotovili so, da če jemlješ te zaviralce pubertete, da so vplivali na hormonski razvoj, motili duševno rast, razvoj možganov, posebej tisti razvoj možganov, ki so kritični, tista področja, ki so kritična za mišljenje, samorefleksijo, socialne veščine, veščino reševanja problemov. Ugotovili so tudi, da imajo ti otroci potem veliko krše kosti in da je densiteta njihovih kosti na nivoju 50-60-letnika in njihove kosti so zelo lomljive. Potem tudi ne vedo, kako bo to vplivalo na možgane, kajti telo mora v določenem obdobju dobiti določene hormone, da se bo normalno razvijalo. Potem nikjer se ne govori, da ti otroci potem ostanejo tudi fizično manjši, ne, vsi ti njihovi udi ostajajo manjši, to kar tudi, če potem prenehajo s tem, se tudi čudežno kar ne zrasejo kar čez noč, ali se, ne vem, telesno povišajo, kakorkoli, se pravi, ene velike posledice ostajajo na telesu, in še danes ne vedo in še jih danes raziskujejo dejansko, niso še jim znane, tako da gre za eno res globok poseg v otrokovo telo. V bistvu so bili testni zajčki, ne, v zadnjih 10 letih v bistvu ni bilo nobene raziskave, ki bi to potrjevala, da je to nekaj koristnega, nekaj dobrega, ne, in tudi odgovori tukaj strank, ne, so po eni strani, torej desna sredina, opozicija, stranke izven parlamentarne zelo pač odločno proti temu, ne, in SDS pravi recimo, da so tudi vložili zakon, da bi to v bistvu onemogočili, a ne, medtem ko imamo pa tle SD in mi socialisti, ki so kar naenkrat zelo prijazni do zdravstvene stroke, ne, oba dva sva bila v boju proti zakonu o PPKŽ, ne, kjer so vsi bentili čez zdravstveno stroko in so rekli, da pač bojo pač mogli delati to, ne, če bomo mi to uzakonili. In točno je zelo podoben tudi tukaj tale vidik, ne.
da v resnici zdravstvena stroka precej enotna že glede tega in imamo Skandinavijo, imamo Veliko Britanijo, ki se umika iz tega koncepta. Ne. Tako da jaz mislim, ne, tukaj, da je potrebno, ne, tudi poudariti, ne, da je previdnostni pristop tudi vprašanje, koliko bo sploh še sprejemljiv. Ne? To je ta pristop, ker se ker v bistvu si zadržan pri uvajanju recimo socialne tranzicije in tega zaviralcev pubertete. Ne? Zakaj? Zaradi tega, ker glih prepoved konverzijske prakse, ki je po evropski strategiji ena izmed pač tudi prioritet. Vemo, da tudi ena izmed evropska državljanska pobuda je, ki zahteva prepoved, podobno, ki je bil ta My Voice, My Choice, se zdaj pogovarja tudi pobuda, ki hoče to prepovedati. Torej, z več različnih strani je tukaj napadena institucija. Ne? In zakaj je to problem? Ne? Zaradi tega, ker če ti kot psihiater, kot psiholog začneš v bistvu rečeš, ne, čakaj malo, deva se malo ustaviti, ti si fant, nisi punca, je lahko to že v bistvu problematično in se vidi, da je praksa v tujini, kjer imajo te konverzijske prakse prepovedane, je to že vprašljiva praksa. Je že vprašanje, ali je mogoče posledica recimo za kakšen kazenski zakonik v smislu, da je to v bistvu, da hočeš ti spreobrniti. Se to je absurdno, da ti v bistvu otroci, katerim hoče spremeniti spol, in tisti, ki spodbujajo to, da bi spremenili spol, ni nič problematična praksa, ampak če pa ti rečeš otroku, da ni punčka, ampak je fantek, je pa kar konverzijska praksa. In to so res ene velike težave sploh v tej zakonodaji. Jaz povabim vse naše poslušalce, da si preberejo dobro tele odgovore in da tudi je tukaj treba povedati, in da je tukaj potrebno pomagati najšibkejši skupini, ki ne more se odločiti sama za to, ali bojo spremenili spol. Tukaj bi še jaz dodala, še en vidik, ki je zelo, zelo pomemben, še ga do danes zdaj nisva omenila, to je strokovnjaki namreč so vse bolj ozaveščeni, da na klinike za spol v veliki meri prihajajo najstniki z visoko stopnjo avtizma, ADHD-om, depresije, tesnobe, prehranskimi motnjami pomanjkanja pozornosti, mladi, ki imajo razne druge težave, tudi z alkoholizmom ali pa kakšne odnosne težave. Se pravi, in v Veliki Britaniji so ugotovili po tej KAS raziskavi, da je veliko mladih imelo te druge diagnoze in sedaj so to kliniko v Veliki Britaniji zaprli in njihov cilj je, da odprejo ali pa so že odprli razne pediatrične enote, kjer bodo najprej zdravili te njihove psihološke motnje, ki jih imajo, ali pa bolj prepoznavali znotraj avtizma, zakaj se pojavlja to vprašanje, ali ADHD, ali zdravili njihovo depresijo, tesnobo. Se pravi, ne pozabimo, da ima veliko teh mladih te razne še sočasne druge diagnoze, in bi jih mogli dejansko najprej pozdraviti. In bi videli potem, ali še pri vprašanje spolne disforije sploh pri njih obstajalo. Dobro, zdaj pa sledi segment najnega podcasta Citat v ogledalu. Za citat v ogledalu, ki razbije naše ogledalo, naše zrcale, je Mojca izbrala odgovor stranke Mi socialisti na vprašanje, kaj menite o uporabi stranišč in garderob strani oseb, ki se identificirajo kot transspolne. In sicer Mi socialisti so odgovorili, pri tem ne vidimo težav, doma ima vsak od nas spolno mešane sanitarije in to je seveda razlog, večinsko prebivalstvo prav tako uporablja garderobe spola, s katerim se identificira, saj izjemno malo ljudi dejansko nedvoumno na podlagi kariotipizacije svojega genoma ve, kakšen je njihov biološki spol. To je Mojca izbrala za največjo stvar, ki razbije ogledalo. Citat v ogledalu, ki pa je najbolj prepričal, pa je odgovor Glasa upokojencev Pavla Ruparja na vprašanje, ali podpirate možnost samoopredelitve spola v osebnih dokumentih, kot predvideva Evropska komisija v smernicah za enakost iz novembra 2025. In sicer pač vas vse vabim, da preberete celoti ta odgovor, ker je zelo dolg, bom jaz samo povedal
da nasprotujejo tej, in sicer zakaj? Da osebni dokumenti morajo odražati objektivna dejstva, zaradi ohranjanja jasnih družbenih struktur, nasprotovanja vsiljevalnim smernicam, torej z strani Evropske unije, in zaščita mladih. In oni zaključijo, da kot stranka, ki zagovarja red, tradicijo in zdravo pamet, se bomo borili proti brisanju biološkega spola iz uradnega življenja. Država mora stati na trdnih temeljih resnice, ne pa na negotovih ideoloških predpostavkah. Mojca, zdaj smo prišla čez stanje, čez pristope, čez odgovore strank in v bistvu se postavlja eno ključno vprašanje za na koncu. In sicer, kaj polagaš na srce vsem tistim, ki bojo šli 22. marca na volitve in bojo obkrožili naše nove voditelje? Tukaj bi jaz apelirala na volivce, naj se zelo poglobijo v odgovore teh strank. Še posebej naj podprejo tiste, ki so proti temu, da bi se ideologija spola širila v naš prostor, naj bo to preko raznih zakonodaj, ki bi podpirali spremembo zakona, ali samo identifikacije spola, ali da se več ne bi ločevalo po spolu v straniščah, garderobah ali drugih javnih prostorih, kjer je to potrebno. Hkrati pa apeliram tudi, da naj bodo pozorni na tiste stranke, ki imajo odgovore veliko bolj dodelane, kajti ni dovolj reči en da ali pa en ne, ampak morajo znati tudi argumentirati, zakaj ne, zakaj da. Kajti ključno potem pri raznih pogajanjih je, da veš, kaj govoriš, da veš, za čem stojiš, da veš, zakaj se trudiš, da moraš poznati svoj why, svoj zakaj. In tukaj je res potrebno, kajti to je eno področje, kjer moraš biti stalno v stanju pripravljenosti, slediti, spremljati, videti, kaj druga stran počne, tisto preprečiti in znati vedeti, povedati, zakaj preprečuješ. No, to. Odlično. Hvala lepa, Mojca, da si bila naša gostja, in hvala vsem, ki ste prisluhnili tej epizodi. Nejc, hvala tebi za pogovor, za to možnost, da sva izpostavila to zelo pomembno temo. Ja, hvala tudi tebi, da si se odzvala vabilu, in hvala vsem vam, ki ste poslušali današnjo epizodo Volilnega zrcala v delu našega podcasta Usidrani. Če vam je pogovor zanimiv, prosim, subscribite, naročite se na naš kanal in sledite nas na socialnih omrežjih, predvsem pa gledite naslednjo epizodo. Se vidimo, adijo!